Pozdravljeni. Danes je na vrsti prispevek po kvalifikacijah velike nagrade Emilija Romanja. Današnji prispevek je objavljen sicer malce kasneje kot ponavadi, ampak videli ste, kaj se je dogajalo na progi in kot običajno sem bil tudi sam zaseden na televiziji. A ni važno, imamo kar nekaj zanimivih tem za jih prediskutirati v naslednjih minutah. In začeli bomo kot običajno s tehničnimi novostmi. Napovedanega je bilo kar nekaj, a videli smo v resnici bore malo. Kljub vsemu imam kar nekaj zanimivih posnetkov. Začeli bomo s primerjavo zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Najprej pri Mercedesu, in če ta del bolida primerjamo s tistim, kar vidimo pri McLarenu, bomo videli, da izbor pri Mercedesu je malce manj agresiven. Izgleda, da tisti kot pomožnega profila ni tako oster kot oni, ki ga vidimo pri McLarenu. In seveda tudi McLarena lahko primerjamo z Red Bullom, ker pa izgleda, da imajo še višji kot. Kot običajno gre za moj osebni občutek in lahko se motim. Nimam naprav, da bi na fotografiji v resnici izmeril kot ter ga primeril. Sedaj bi vam rad pokazal še izjemno zanimiv posnetek menjalnika Red Bulla RB18. To je nekaj, kar ne vidimo pogosto, vsaj ne mi, običajni navdušenci. Sicer tu nobenih novosti, ampak pogled, ki bo morda za marsikoga izmed vas zanimiv. Govorili smo, da ni bilo kakšnih velikih tehničnih novosti. Velikih ne, ampak bilo vse. Kolikor pogledamo Mercedes, bomo videli, da tam na boku samega bolida ima tokrat dvojni V13 malce drugačne usmernike, kot smo jih bili vajeni na prejšnjih dirkah. Sedaj so trije in ti naj bi pomagali ščati celotno šasijo k tlom. Sicer videli bomo na dirki, koliko to deluje. A vkolikor pogledamo tisto, kar so pripeljali pri Alpinu, nam bo lahko v nadaljevanju marsikaj jasno. Pri Alpinu imajo novo dno. Od tistega starejšega ga ločimo izjemno enostavno. Namreč vidimo lahko tisti napenjalni element, torej sklepamo lahko, da novo dno Alpina je v bistvu lažje. Ker je manj materijala vgrajenega, je tudi manj togo in zato rabi napenjalec. Dno, ki je vgrajeno samo v enem bolidu A522, tistem, ki je na razpolago Fernando Alonso. In seveda za tako pomembno dirko, kot je velika nagrada Emilija Romanje, še nek podatek, ki bo za marsikoga presenetljiv in tudi zanimiv. Že na začetku dirkaškega vikenda dve menjavi elementov pogonskega sklopa. Pri Carlosu Sainzu mlajšem in pri Estebanu Oconu. Govorimo o kombinaciji motorja z notranjim izgorevanjem, MGUH, MGUK in turbokompresorja. Torej, to so tisti elementi, ki jih ima vsak voznik, seveda na razpolago 3 v celotni sezoni, preden se začnejo kazni. A po mojih virih gre za tako imenovano preventivno menjavo, torej starejše elemente bomo v nadaljevanju še lahko videli tako na bolidu Ocona kot na bolidu Sainza. Sicer mi ni dano vedeti, kaj naj bi šlo narobe, ampak to so podatki, ki jih imamo na razpolago.
A sedaj po kvalifikacijah lahko povlečemo marsikakšen zaključek. Videli smo najprej, da vremenska napoved je držala. In če je vremenska napoved držala v petek, bo verjetno tudi v soboto ter v nedeljo. Ker imamo tokrat v Imoli sprint, se bodo točke delile v soboto in nedeljo. In to morate si zapomniti, kajti videli bomo v nadaljevanju, zakaj smo pravzaprav na samih kvalifikacijah videli tudi toliko rdečih zastav. Namreč že na samem prvem prostem treningu je bilo videti kar nekaj nerodnosti, ampak ne toliko, kot smo jih videli na samih kvalifikacijah. Od čistih tehničnih težav, ko je verjetno prišlo do samoužiga na zavorah Albona zaradi preslabega hlajenja, pa do klasičnih izletov iz proge. In tu velja omeniti zopet Carlosa Sainza mlajšega. Videlo se je, da je Carlos Sainz mlajši želel preveč. Želel si je dobesedno pole position in končal je v zaščitni ograji. Nekaj, kar je v takih vremenskih razmerah seveda pričakovano, zgodi se in to se lahko zgodi pravzaprav vsakemu. A zopet smo videli, da Charles Leclerc v takih ekstremnih razmerah ima tisto malo nekaj več, čeprav ni dosegel pole positiona. A videli smo že na začetku samih kvalifikacij prvo pravo razočaranje in to je Alfa Tauri. Oba bolida, ki sta pravzaprav tu domača, sta izpadla takoj na začetku in to ni dobra popotnica ne za Pierra Gaslija, ne za Yukija Tsunodo. V drugem delu kvalifikacij sta izpadla oba tovarniška Mercedesa, ampak to ni tako negativno presenečenje. Kolikor smo lahko opazili, kako je skakljal dvojni V13 v določenih vremenskih pogojih, je bilo to pričakovano. Še posebej, ker bom omenil neko podrobnost v nadaljevanju. A veliko presenečenje je bilo v zadnjem delu kvalifikacij. Sicer videli smo Carlosa Sainza mlajšega, ki je svojega Ferrarija raztreščil že v drugem delu kvalifikacij. Valtterija Bottasa, ki je svoj bolid Alfa Romeo F1 Team parkiral v tretjem delu kvalifikacij in pravzaprav na koncu še Landa Norrisa, ki so napravili takšno in drugačno napako. Tu je treba omeniti, kakšno srečo je imel Magnussen. Povzročil je rdečo zastavo, ampak pripeljal se je do boksov, torej lahko je nadaljeval in na koncu bo sprint začel iz druge vrste. Fenomenalen rezultat. Še posebej, če ga primerjamo z Mickom Schumacherjem, ki je praktično izpadel v drugem delu, obkrožen z obema tovarniškama Mercedesoma. Mislim, da Nick počasi bo moral začeti dosegati rezultate. To, kar vidimo, v bistvu kaže, da je res v podrejenem položaju. In mnogi bodo dejali, saj se mora še privaditi. Privaditi do kdaj? A zopet moramo biti nekako racionalni in si priznati, da tokrat bolid Scuderie Ferrari ni bil tako dominanten, kot si je marsikdo mislil. Čeprav tisto, kar smo videli na prvem prostem treningu, je kazalo bistveno drugačno sliko. Čas, ki ga je dosegel Max Verstappen, kljub temu, da je upočasnil svoj krog zaradi rumenih zastav, je bil čisto nekaj drugega od tistega, kar je prikazal Charles Leclerc. In treba je zopet poudariti fantastičen krog tako Landa Norrisa, kot seveda Kevina Magnussena. Enkraten rezultat, ker sta oba voznika izkoristila dane vremenske pogoje. Ampak marsikdo je na tej točki pozabil na nekaj. To, da je bilo danes v petek napovedano tako deževje in da v soboto ter v nedeljo napoved pravi čisto nekaj drugega.
In marsikdo je pozabil, da velja v Formuli 1 pravilo park fermé. Torej, nastavitve, ki smo jih videli danes, bodo tudi tiste, ki bodo na bolidih v soboto in v nedeljo. Smo res tako prepričani, da so ekipe žrtvovale sobotni sprint in nedeljsko dirko, zato da smo v petek gledali bolide z nastavitvami za dež? Sam dvomim. Tudi zato smo videli toliko napak in toliko rdečih zastav. Nekaj, kar verjetno na prvi pogled ni tako jasno, ampak ima neko svojo logiko. Sicer lahko se motim, ampak glede na tisto, kar smo videli, je možno. Namreč videli smo tudi, da oba Aston Martina sta kar naenkrat postala hitra. So spremenili totalno bolid ali so tu posredi lahko samo nastavitve? Kot sem povedal, ne vem, ampak marsikaj se da tudi sumiti. A zanimivo je videti tako pester razpored, kot je ta v prvi deseterici. A tu sedaj moramo še kakšno besedo reči o tem, kaj lahko pričakujemo na sobotnem sprintu. Namreč, dvomim, da bo Max Verstappen popustil, Charles Leclerc si tudi želi biti dominanten, da nekako opraviči svojo vlogo favoriziranega voznika v Ferrariju. A naša pozornost mora biti usmerjena na Landa Norrisa in na Kevina Magnusena. Namreč, priznajmo si, kaj pa imata ona dva za izgubiti na samem sprintu? Mogoče dobro izhodišče za nedeljsko dirko, ampak to je tudi vse. Mislim, da si oba želita rezultata, da bosta skušala napasti ona dva spredaj, še posebej, če bosta imela priložnosti. Ampak v soboto suha proga, da ne bo pomot. Zato bomo videli lahko marsikatero spremembo. Tudi oba tovarniška Mercedesa bi se lahko prebila malce naprej in seveda Carlos Sainz mlajši bo imel priložnost popraviti slab vtis iz samih kvalifikacij, tudi on pravzaprav ne bo imel nič za izgubiti. Ali je 10. ali 20. na sami nedeljski dirki z njegovim Ferrarijem, je pravzaprav ena in ista zadeva. Zato bo lahko šel na sprintu dobesedno na polno, da bo pridobil čim več štartnih mest. Torej, za sobotni sprint imamo kar nekaj pomembnih iztočnic. Nastavitve, motivacije voznikov in seveda tudi določene spremembe. Namreč Fernando Alonso z Alpinom, z novim dnom, je pokazal, da je forma te francosko-britanske ekipe v vzponu. Mislim, da so naredili še majhen korak naprej proti vrhu. Seveda Ocon na samih kvalifikacijah ni imel sreče, ampak ni imel tudi najboljšega bolida. In to si velja zapomniti. A za naš prispevek po samih kvalifikacijah bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.